Happy ali srečen, ni vseeno, katero besedo uporabimo, dragi prijatelji. In pozor, veste, kaj me je na to pripeljalo? Na portalu LinkedIn sem videl neko infografiko. Infografiko, ki je v 11 točkah povedala, kako je človek lahko srečen. In tam so znanstveno našteli, kaj moraš ti narediti, da boš srečen. Če greš ven, če greš s prijatelji, če malo muzike, oni so ti kar znanstveno, mislim znanstveno, ne? Ja, zdaj so srečo oznanstvenili. In mene je to zelo zmotilo. Zelo me je zmotilo, ker moram reči, znanost, naj bo ne vem kakršnakoli, ne more uokviriti pojma sreče, sploh pa ne osebne sreče. Ker je sreča zelo osebna zadeva. Lahko le manipulira s posamezniki, ki ne ločijo objektivne znanosti od subjektivnega počutja. Kaj je objektivna? Objektivna stvar je na zunaj. Recimo ne moreš ti sreče z monštranco postaviti na oltar in gledati na daleč tisto zlato monštranco in biti srečen, ker je sreča tako daleč od tebe. Sreča je notranji občutek. Ampak ok, gremo lepo po vrsti. Najprej pogledajmo jezikovno distinkcijo in pomen besede happy in pomen besede sreča, srečen. Jezik ima, lejte, močan vpliv na naše dojemanje sveta. Skozi besede ne samo, da izražamo, ampak tudi oblikujemo svoje misli, svoje občutke. In besedi, kot sta happy in sreča, sta ključni pri izražanju čustev in stanj, ki so globoko zakorenjeni v naši zavesti in v naši kulturi. Poiščimo izvor vsake besede posebej. Pa poglejmo najprej angleško besedo happy. V angleščini in besedo sreča, srečen v slovenskem jeziku ter poudarimo, predlagam, zakaj ni vseeno, katero besedo uporabimo. Torej, beseda happy izhaja iz srednje angleške besede hap, kar pomeni srečo, naključje, usodo, skratka, nekaj naključnega, kar se kar pač zgodi. Izvorno je beseda happy tako povezana s konceptom, dobro poslušajte, srečnega naključja ali nekih ugodnih okoliščin izven tebe, ki prinašajo občutek zadovoljstva. Iz stare nordijske besede happy, ki prav tako pomeni srečo, se je v angleščini razvila beseda, ki danes označuje stanje zadovoljstva, stanje radosti. Torej, ta beseda happy razkriva, da je njen pomen sprva temeljil na zunanjih dejavnikih. Sreča je bila nekaj, kar se pač nam zgodi. In z razvojem kulture in jezika se je potem pomen te besede poglobil in razširil, tako danes vključuje tudi delno notranje stanje posameznika. Tako da v sodobni angleščini je happy postal nek sinonim za stanje notranjega zadovoljstva, čeravno prihaja od zunaj, ki pa ni nujno odvisno od vseh zunanjih dejavnikih, čeprav je izvorno pomenilo ravno to. Ampak danes se vrača prav to sreča navzven. Lep paket, dobra muzika, fajn, ne vem, občutki s kakšnimi poživili in tako naprej. Če pa gremo zdaj na besedo sreča v slovenskem jeziku, kaj menite, od kje prihaja beseda sreča? Beseda sreča izhaja iz praslovanske besede sreča, ki se nanaša na srečanje dveh oseb ali več oseb. Nanaša se na uspeh ali pa na ugoden dogodek. In povezava med srečo in srečanjem v slovanski besedi odraža kulturni pomen interakcij in medsebojnih povezav v slovanski, posebej naši slovenski, ker pač živimo na tem ozemlju tukaj v Sloveniji, posebno miselnost. Torej, sreča v slovenskem jeziku, pazite, ni le nekaj, kar se zgodi naključno, ampak je nekaj, kar je tesno povezano in najtesneje povezano z našimi odnosi, z našo relacijo.
in dogodki, ki se nam seveda na podlagi te relacije zgodijo. Torej sreča, srečanje. V sodobni rabi besede sreča pa se odraža tako notranje kot zunanje stanje, ker smo prepleteni s to angleško miselnostjo. Na eni strani pomeni občutek zadovoljstva, izpolnitve, notranjega miru, na drugi strani pa še vedno ohranja pridih zunanjega vpliva. Saj srečo pogosto povezujemo z ugodnimi, prijetnimi, lepimi okoliščinami in srečnimi dogodki v življenju. Ampak zelo, zelo redko zapojemo v slovenščini, pa še takrat rečemo vse najboljše, v glavnem pa v angleščini happy, zunanji dogodek. Happy birthday to you. Vprašanje pa, koliko je človek, ki je prisoten tam, tudi v resnici srečen, razen dogodka, ki se zgodi. Tako da notranja in zunanja sreča. Zato ni vseeno, katero besedo uporabimo, ko izražamo naša čustva, kot sta sreča in zadovoljstvo. Torej, beseda happy v angleščini prinaša s seboj, smo rekli, zgodovinski kontekst naključja in sreče, medtem ko sreča v slovenščini poudarja povezanost z dogodki in odnosi. In ko govorimo o tem, da smo happy, pogosto izražamo sicer subjektivno stanje, ki je lahko neodvisno od zunanjih dejavnikov. Nasprotno pa sreča v našem domačem materinem čudovitem slovenskem jeziku nosi v sebi tudi pomen povezanosti z drugimi in z dogodki, ki nas obkrožajo, kar pa happy nima. Zato ohranimo to našo čudovito besedo, ker uporaba teh besed močno vpliva na naše dojemanje in izražanje čustev in na našo povezanost. Na našo povezanost ali osamljenost, odvisno, katero besedo uporabimo. Jaz sem lahko happy, če sem sam, lahko sem pa srečen, če sem z nekom. Če rečemo, da smo happy, lahko to pomeni stanje sicer nekega ego notranjega zadovoljstva, ne glede na zunanje okoliščine. Če pa rečemo, da smo srečni, pogosto mislimo na občutek, ki je pa povezan s srečanjem in uspehom v življenju skupaj z drugimi. Izbira besede nas torej določa in odraža naš odnos do sveta in naše dojemanje tega, kar sreča pravzaprav tudi je. Srečanje, biti skupaj srečni, zadovoljni in živeti čudovito življenje. In če ponovim, izvor besede happy in sreča, enega in drugega izvora, kažeta v bistvu dejansko na pomen pomembnosti kulture in jezikovne razlike. In to pa vpliva na naše dojemanje čustev in sveta okoli nas. Torej, beseda happy izhaja iz koncepta naključne sreče, medtem ko sreča v slovenskem jeziku poudarja pomen srečanj, medsebojnih srečanj, medsebojne povezanosti z drugimi. In mi se veliko srečujemo. Meni je kar manjkalo, čeravno se rabo počutek, ampak vam moram povedati, ta srečanja so čudovita, je lepa energija, nekaj se dogaja in drugega osrečujemo, že ko se na kratko pogovarjamo. Torej, razumevanje teh razlik nam pomaga bolje razumeti, kako jezik oblikuje naša čustva in zakaj je pomembno, katero besedo izberem. Zakaj bi uporabljal besedo tujca, če je domača beseda veliko bolj pristna, bogatejša in mnogo bolj osrečujoča. Torej, glejte, besede niso zgolj samo orodje za izražanje naših misli, so tudi okvir, skozi katerega vodimo in doživljamo ta svet. Dajmo ga voditi pametno, dajmo ga voditi z domačim jezikom. Morda ne veste, da beseda Slovenec slovensko izhaja iz besede slovo, črka. Torej, Slovenci znamo komunicirati, se znamo pogovarjati, znamo stvari doreči, znamo se tudi dobro skregati. Medtem ko beseda Nemec pomeni nem. Nem! On je prišel s sekiro in je potolkel. On je prišel s puško pa je pobal. Z njim se ne moreš pogovarjati, ker nima kulture komunikacije. Mi imamo slovo črko komunikacijo. Tako da, gledajte, nam znanost ponuja 10 pravil za happy ali srečo. Kot sem povedal v tisti infografiki, je največja neumnost. To je kot, ne vem, 2 pravili
in kot da drugega sveta ne obstaja, kot da druge zadeve ni. In to, gledajte, presega vse meje dobrega okusa, taka znanost. Cepi se, zato da bodo drugi zdravi. To je isti princip na vseh področjih. In znanost je postala hujša od spovednice, ki se ravno tako zagrize ne samo v krožnik, temveč tudi v posteljne zadeve ter v dušno stanje posameznika. Zdaj se nam grize še v pomen besed. Spreminjajo nam celoten slovar, besednjak, pomene. Veste, stališče o sodobnem pristopu znanosti k definiranju in usmerjanju človeške sreče odpira v tem kontekstu, ki sem ga zdaj omenil, najpomembnejšo razpravo. Nam spreminjajo stavčne zveze, pomene, prepisujejo nam zgodovino, naše občutke, pravo nam predpisujejo, šolo, vse gre narobe. In sprašujem se, dokot bi morala znanost segati v naše osebno in notranje življenje. A si bomo to dovolili? Ne vem. Torej, ideja, da znanost ponuja 10 pravil za happy in nekdo, ki si to prevede, ker so mu ta pravila všeč, ker je že toliko zaamerikaniziran in toliko že indoktriniran, da to prevede v slovenščino in temu reče sreča ali pa srečen, glejte, lahko resnično deluje zaviralno in poenostavljeno, ker deluje vsiljivo, kar pa presega vse meje dobrega okusa. Torej, infografika, ki sem jo videl, ki spremljala to objavo, na LinkedInu je za moj okus tragičen poskus objektivizacije subjektivnega. Znanost je sicer lahko izjemno uspešna pri reševanju objektivnih vprašanj, ko so fizikalni zakoni ali ko gre za kemične reakcije. Ampak, dragi prijatelji, ko pa nekdo poskuša obravnavati čustva in osebno stanje, kot so sreča, zadovoljstvo in drugi pojmi, pa tega ne more, se sooča z izzivi, lahko poskuša, ampak mi to vidimo in si ne bomo dovolili. Saj so ta stanja zelo subjektivna in zelo individualno pogojena. Torej, sreča ni neko univerzalno stanje, ki bi ga lahko vsak dosegel na enak način, temveč globoko osebna izkušnja, odvisna od kulture, od vrednot, od življenjskih izkušenj ali pa, če hočete, od osebnih preferenc. Poskusi znanosti, da bi poenostavila, standardizirala pot do sreče, pa dejansko pripelje kam? V banalizacijo tega kompleksnega pojma. Ne bomo si dovolili. A veste, zdaj v 4 letih, kaj vse se na srečo dela? Društvo za srečno življenje 2021 plasira svojo reklamo in zdaj le najdete vse na srečo. Zdaj najdete pravila za srečo, razna društva na srečo, razne pesmi na srečo, srečo hočejo definirati, uokviriti. Celo United Nations je delal svetovno raziskavo o sreči. Tako da malo smo jih vznemirili zaradi tega, ker ne morejo sreče znanstveno, niti politično, kakorkoli je ne morejo in si ne bomo dovolili, da bi ta kompleksen pojem čist poenostavili na 2 pravili ali pa na neko znanstveno infografiko. Torej, hvala lepa, a veste, ker pravila, zunanja pravila, ki bi nas pripeljala do sreče, pogosto temeljijo, oprostite, na statističnih podatkih, na umetni inteligenci, na uradu za statistično ne vem kaj, merjenje in raziskavah, ki neuspešno upoštevajo unikatnost, edinstvenost vsakega posameznika. Ne morejo božje narave uokviriti. Takšna pravila, glejte, ustvarijo vtis, da obstaja neka enotna formula, tako kot za vse, formula za srečo, vendar pa je to daleč od resnice. Torej, opazka, da je znanost postala hujša od spovednice nekdaj, glejte, poudarja mojo zaskrbljenost glede mešanja znanosti v zasebne sfere življenja. Tako kot se spovednica ukvarja z najbolj intimnimi vidiki posameznika, z njegovo dušo in osebnimi izkušnjami, se zdi, da sodobna znanost včasih dejansko prestopi vse meje dobrega okusa, ko skuša analizirati, nadzorovati ne samo naše osebno življenje, ampak tudi vse naše čustveno stanje, prehranske navade, spolno življenje,
In še duševno stanje, da ne govorim o zdravstvenem stanju, finančnem stanju. Kratka, veselje do dela in da ne naštevam naprej. In takšno vmešavanje kvazi znanosti povzroča občutek, da smo ljudje pod nenehnim nadzorom, kar se dogaja trenutno v svetu, kjer nas znanost ocenjuje, znanost nam svetuje v vseh vidikih našega življenja, vključno s tistimi, ki bi morali ostati strogo zasebni in osebni. Tako kot spovednica lahko vodi, glejte, do občutka krivde ali nezadostnosti, tako znanstveni nasveti, če so preveč vsiljivi, kar so, propaganda, povzročijo pritisk in stres namesto sproščenosti, namesto zadovoljstva, namesto prave sreče. Menim, da je to moje opozorilo glede infografike, ki sem jo videl. Ne bom našteval tistih 11 stvari zaradi tega, ker so popolnoma brez pomena. Je pomembno razložiti, povedati, opaziti, kako daleč je znanost šla, kako daleč sega merilna tehnika, če hočete, v naše osebno življenje. Vse nam hočejo meriti. Je znanost zelo koristna pri razumevanju sveta, izboljšanju življenjskih pogojev, ne rečem. Predlagam vsem nam, da smo res skrajno previdni, ko se take in podobne kvazi znanstvene, pa rečemo COVID metode, uporabljajo za predpisovanje poti do sreče, poti do zdravja, poti do osebnega zadovoljstva. Sreča namreč je preveč kompleksna in subjektivna, da bi jo omejili na nekaj pravil, na nekaj poskusov. In to početje znanosti danes presega vse meje dobrega okusa. Dejansko pa vpliva to na našo zasebnost in avtonomijo, zato ker nam je od zunaj sugerirano in nehote zagrabiš, primeš, ena ideja ti je všeč od 11 in rečeš, to bom naredil, zdaj bom pa srečen. Ne boš, ker je sreča nekaj povsem drugega. Zahteva našo zasebnost, zahteva našo popolno avtonomijo. Torej, draga znanost, srečo prepusti ljudem, ti pa se ukvarjaj z objektivizacijo sveta, kar ti tudi pripada in po čemer te kličemo znanost. Besede, veste, imajo moč. So kot semena, ki jih posejemo v svoje misli in čustva. Lahko gradijo, lahko rušijo. Lahko zdravijo, lahko ranijo. Kadar rečemo, pazite na besede, ker postanejo realnost, se zavedamo, da to, kar govorimo, neposredno vpliva na naše zaznavanje sveta, na naše občutke in na to, kako doživljamo življenje, pa ne samo svoje, tudi drugo življenje v komunikaciji sreče. Nič ni bolj resnično kot to, kar si povemo sami. Ponovimo današnji dve besedi. Za zaključek. Prva je vsiljena angleška happy, ki se tle po Sloveniji rola. Happy, 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 ne? In druga je čudovita slovenska beseda srečen, sreča. Na prvi pogled sta si sicer podobni, ampak v globini imata pa različen pomen, različen vpliv in različen efekt na naše življenje. Happy v angleščini pomeni biti zadovoljen, biti vedno nasmejan, biti poln radosti, pol si happy. Tudi ta beseda se pogosto nanaša samo na trenutno stanje ali pa na stanje moraš biti happy, moraš se smejati. Se spomnim, ko sem bil leta 1984 v Ameriki, sem prišel v župnijo, mi je župnik rekel, kamorkoli prideš, se moraš nasmejati, moraš biti happy. Ti moraš pokazati, da si srečen. V sebi jokaš, na zunaj se smeješ. A veste, kakšna duševna shizofrenija, kakšen propadl človek postane takšen, ki igra na takšno sliko. Ker happy je stanje, ki ga pač povezujemo z zunanjimi okoliščinami, ker drugim kažem, kako sem happy, ne? Uspeh v službi, prijeten dogodek, občutek, noro prijateljstvo, ne? Glejte, to je čustvo, ki se lahko hitro spremeni, ko se spremenijo okoliščine, pridem domov in jokam in sem žalosten, ne morem zaspati. Na drugi strani pa je beseda srečen, sreča v slovenskem jeziku, beseda, ki pa nosi globlji pomen. Povezana je z notranjim mirom, zadovoljstvom samim seboj in svojim življenjem. Sreča
je torej moje stanje, ki pa ni odvisno od zunanjih dejavnikov. Je trajnejše, je mir, ker izhaja iz notranje izpolnitve, iz globokega občutka smiselnosti in harmonije. Torej, ko izbiramo, katere besede uporabljamo, izbiramo tudi, kako doživljamo ta svet. Če se osredotočimo na happy trenutke, lahko življenje postane vrtiljak čustev, kjer nenehno iščemo nove dražljaje, nove vire, zunanje sreče, pa potrditev veselja. Če pa stremimo k temu, da smo srečni, lahko dosežemo veliko bolj globlje zadovoljstvo, ki pa ni odvisno od tega, kaj se dogaja okoli nas. V društvu za srečno življenje Belis vam lahko svetujemo, kako doseči to globoko srečo, vendar, dragi prijatelji, je na koncu izbira vedno vaša in samo vaša. Sami odločate, ali boste sledili poti, ki vodi do trajne sreče, ja? Ali pa se boste zadovoljili s nekimi trenutnimi zadovoljstvi. Ne? Odvisno od vsakega od vas, ne glede na naš svet. Je pomembno, da razumemo to razliko, zato sem jo danes tudi, upam, da dovolj razločno povedal, in da pazite na besede, ki jih izgovarjate in izgovarjamo in izbiramo, konec koncev postanejo naša realnost, naša tolažba, naše orožje, naša rešitev ali pa naše prekletstvo. Izbirajmo modro, ker besede, ki jih izgovarjamo, oblikujejo naš svet. In sreča ni nekaj, kar nam je vsem dano ali pa kar nam je vsem odvzeto. Sreča je nekaj, kar bi lahko rekel, ustvarjamo sami s svojimi mislimi, ustvarjamo s svojimi besedami in na koncu z dejanji tudi udejanjimo. Naj vaše in naše besede, torej za zaključek tega prvega dela, vodijo k sreči, ki je globoka, ki je trajna in ki je resnična. Te misli vam v prvem delu pošiljam v imenu Društva za srečno življenje Belis.